Tada ura je 18 in kakšna minuta. Pričenjamo z 7. sejo občinskega sveta občine Selnica ob Dravi. Lepo vas pozdravljam, spoštovane svetnice in svetniki, predsedniki vaške skupnosti in pa seveda predstavnike občinske uprave, pa seveda predstavnike, ki nam bodo predstavili gradiva oziroma poročila po točkah. Tako da gremo naprej z dnevnim redom. Ugotovitev sklepčnosti, ugotavljamo, da smo sklepčni, upravičili so se na današnjo sejo Anja Frešer, Darko Flak, Petra Strčnik in pa seveda manjka zdaj trenutno gospod Kobal, tako da je od 15 svetnikov prisotnih 11 in lahko pričnemo z 7. sejo občinskega sveta. Druga točka je potrditev skrajšanega zapisnika 6. redne seje ter pregled uresničevanja sklepov. Odpiram razpravo o 6. redni seji, o zapisniku. Kdo želi razpravljati? Če ni razprave, zaključujem razpravo. Gospod Kobal je prisoten, tako da in pa seveda upravičilo županje odsotna zaradi bolniškega staleža in seveda nadomeščam Milan Fras, podžupan občine Selnica ob Dravi. Predno bi začeli, bi še povedal navodilo o uporabi mikrofonov. Svetniki in predstavniki vaških odborov pred začetkom govora vklopijo gumba na mikrofonu in ga ob zaključku svojega govora izklopijo. Torej, klopijo zeleni gumb. Gostje pa bodo uporabljali govorniški pult in pa seveda tudi vsi ostali, kateri niso pri mikrofonu. Tada, če je kako vprašanje, lahko sprobamo katerega, pa da vidimo. Aha, se zlučka prežgala, pol pa... Ja, predem. Aha. Potem gremo naprej. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 4. točka je informacija župana, 5. točka je informacija vaških odborov. Se malo lovimo zdaj. Ja. 3. točka obravnava in sprejem dnevnega reda, potem je 4. točka informacija županje, 5. točka je informacija vaških odborov, to je zdaj podobna nova točka, ki bomo tudi imeli na vsaki seji to točko, in pa potem je sprememba 6. 7. točke, da bi 7. točka šla na 6. točko in obratno. Potem 8. točka je odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Maribor, 9. točka je realizacija proračuna občine Selnica ob Dravi za obdobje 1.1.19 do 30.6.19, 10. točka je rebalans proračuna občine Selnica ob Dravi za leto 2019, 11. točka je sprememba cene zakupnine za žarne niše na pokopališče v Selnici ob Dravi, 12. točka novelacije DIP-a Abido Jajek, 13. točka novelacije DIP-a Vinski vrh, 14. točka vprašanje svetnikov in pa 15. točka pobude svetnikov. Odpiram razpravo o dnevnem redu. Kdo želi razpravljati? Razprave ni, ugotavljam, zaključujem razpravo in bi potem glasovali z tem zelenim lističem. Kdo je za, pa se ne dvigne ta listič. Ugotavljam, da smo vsi za. Hvala lepa. Pridemo na naslednjo točko, to je 4. točka informacije županje. Predstavljam, da ureditev najprej bi predstavil o ureditvi cest, ki so v teku dela na Vinskem vrhu in Habidu na Jarko. Končana sta dela na Lipoževo Jarko, neurje, ki je prezdelo občane na gradišče, uniči tudi del cest, ki smo jih sanirali.
Na teh cestah sem bil sam prisoten tudi z predsednico Vaške skupnosti Gradišče in smo se te ceste ogledala. Sama bo kasneje povedala, če so ljudje zadovoljni z sanacijo, in končan je pločnik do novograjene trgovine Jager. En del pločnika je zgradil Jager, preostanek smo pa zgradili same. Tako da smo ga priključili do črpalke, zgornje črpalke. Potem kanalizacija, v tem tednu so se začela dela za izgradnjo kanalizacije v Spodnji Senici, šola, zaključena sta nova oddelka vrtca in knjižnica v osnovni šoli. Smo bili prisotni pri otvoritvi teh dveh oddelkov, sta zelo lepo urejena, zelo so zadovoljni v šoli. Starši so bili tudi prisotni in so povedali, da so fascinirali okoli tega. In potem nadaljevanje urejajo se sanitarije v podružnični šoli na Svetem Duhu. Končano je igrišče na Gradišču, racionaliziramo sistem prevoza učencev v šolo, kar je se pokazalo, da so ostala odprta vprašanja okoli tega in smo dolžni to tudi nekako rešiti. In pa seveda projekti. Vključili smo se v projekt Univerze v Mariboru z naslovom Pametna mesta in vasi. Imam jaz tu malo širše pripravljeno, koliko bi bilo potrebno. To je, temu se reče, vzpostavitev mreže senzorjev za spremljanje stanja okolja v povezavi z varnostjo in obveščevanje v primeru naravnih in drugih nesreč, to so poplave, požari, plazovi, in pa uporaba sistemov za prenos signalov na območjih, kjer ni internetnih povezav ali konfiguracije terena otežuje prenos signalov, uporaba dronov za spremljanje stanja na terenu ter vključitev gasilskega društva kot operativnega centra občine z centralnim nadzornim sistemom. Potem so pametna infrastruktura na področju javne razsvetljave, dobave pitne vode, odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda, zbiranja gospodinjskih odpadkov in pa seveda naprej tudi uvedba načela participatornosti in uporaba novih tehnologij v celotni občini ter napredno komuniciranje z občani. Zdaj, če bi še kaj potrebno, jaz mislim, da smo okoli tega povedali. Ostalo še pa je vabilo Praznik jabolk 28.9.2019 in pa seveda bom tudi predstavil model vrednotenja nepremičnin javne razgrnitve, ki bo 1.10. do 30.10.2019 v prostorih občine. To se pa tiče zdaj občane in lastnike nepremičnin v občini Selnica ob Dravi obveščamo, da bo od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019 v prostorih občine Selnica ob Dravi infotočka v priključju potekala javna razgrnitev predloga modela vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. Ta infoprostor je pa seveda tukaj vis-a-vis te sobe, ki smo sedaj. Predlog modela vrednotenja bo z 1.10.2019 dostopen tudi na portalu množičnega vrednotenja nepremičnin. Portal je MVN na naslovu www.eprostor.gov.si, to se pravi, to je državni, kjer bodo objavljene tudi poskusne izračune vrednosti nepremičnin. Občina Selnica ob Dravi bo predstavila dostop do portala MVN in poskusno izračunanje vrednosti za nepremičnine v sredo 16. oktobra 2019 ob 16. uri v prostoru občine Selnica ob Dravi. To je infotočka. Javna predstavitev modela vrednotenja bo izvedla Geodetska uprava Republike Slovenije dne 18. oktobra 2019 ob 10. uri od 10. do 13. ure v prostorih razstavišča mestne občine Maribor, Grajski trg, Grajska ulica 7 v Mariboru. Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe pri predlogu modelu vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene in sicer pripombe, ki se nanašajo na zarisane vrednosti con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na področju občine, se podajo na obrazcu jr.mv.1 in pošlje na naslov občine ali oddajo v sprejemni pisarni občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4.
Selnica Obdravi, ali pa se skeniran obrazec pošlje na elektronski naslov info@selnica.si. Vse ostale pripombe na modele vrednotenja se pošlje na obrazcu jr.mv/2 po pošti na naslov Geodetske uprave Republike Slovenije, vrednotenja na poštni predal 35 Ljubljana ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenja afna.gov.si. Prva, toliko zaenkrat. Potem gremo naprej. Informacija vaških odborov. Tukaj so predstavniki vaških odborov gospa Jožica Bolmajer iz Gradišča, gospod Korent tudi v vlogi občinskega svetnika, Duh na Ostrem Vrhu, in pa gospod Senekovič Slemen. In bi prosil, kdo bi bil prvi za začetek, da poda informacijo. Jožica morda? Aha, prosim. Mislim, da me slišite oziroma se slišim po mikrofonu. Jaz naj izstopiti, ne? Spoštovana županja, svetniki, vsi prisotni na seji občinskega sveta, lepo pozdravljeni v mojem imenu in v imenu vseh krajanov Gradišča. Še enkrat? Spoštovana županja, svetniki in vsi prisotni na seji občinskega sveta, lepo pozdravljeni v mojem imenu in v imenu vseh krajanov Gradišča. V našem kraju se je v tekočem letu dogajalo veliko koristnega in kraj je veliko pridobil. Na začetku naj omenim, da brez posluha in pripravljenosti občine in ekipe vaškega odbora vsega narejenega ne bi bilo. V marsičem smo bili slišani in uslišani. Dobili smo občutek, da smo tudi kraji izven centra Selnice enakovredno obravnavani. Kadarkoli smo izrazili potrebo po čem, se nam je prisluhnilo in se glede na sredstva, ki so omejena s proračunom občine Selnica, če je bilo le mogoče, omogočilo oziroma se realiziralo. Zelo veliko dela je bilo opravljeno prostovoljno ze strani krajanov. Vidi se, da kraj in krajani strmimo za lepšim življenjem. Samo tako lahko v prihodnosti pričakujemo, da bodo mladi še ostali v teh krajih. Seveda je še veliko stvari, ki si jih želimo oziroma nam za kvalitetno življenje pripadajo. V tem letu sem začutila, da smo skromni, saj smo se vsake izboljšave v kraju zelo razveselili. Seveda pa je nekaj stvari, ki še vedno predstavljajo problem v kraju. To imam v mislih predvsem krajane, ki imajo težji dostop do doma, zanje so problem ceste. Krajane, ki se srečujejo s pomanjkanjem vode v poletnih mesecih, ter področja, ki jih ogrožajo plazovi. Velik problem ob neurjih predstavlja potok Črmenica, ki poplavlja. Vidimo to tudi lahko na posnetku, kaj se je letos 24. avgusta dogajalo v Gradišču. Ker ko se peljete skozi Gradišče, niti slučajno si ne morete predstavljati, kaj lahko se to zgodi, ko pridejo in vse vode priderejo v dolino. In tukaj je res en velik problem, ker če pogledate fotografijo, vidite, da so ogrožene in hiše in gospodarska poslopja, ampak to kdaj drugič. Na teh področjih nas čaka še veliko dela in truda, da to odpravimo. V tekočem letu smo opravili, pač po alinejah bom nekje razložila pač tiste stvari, ne bom zahajala v potankosti, ampak da se ve, kaj smo letos pač vse pridobili. Sredstva iz proračuna so se namenila za poplačilo lanskih del, ki so bila izvajana na igrišču. Dela na igrišču se s preteklim letom niso končala, prenesla so se v letošnje leto in se tudi dokončala. Na novo se je na delo igrišča postavila mreža, dokupili so se stebri, vrata
igrišče se je zarisalo, goli so dobili mreže in se pritrdili, dokupila se je pena za zaščito zidu ob igrišču. Vse to govorim, še čisto neke malenkosti niso realizirane, ampak je že to vse v nabavi in bo v najkrajšem času to realizirano. To predvsem mislim mrežo na golih in pritrditev golov ter tista pena ob stavbi šole, da ne pride do poškodb. Postavitev mrež, stebrov in vsa fizična dela so krajani opravili z prostovoljnim delom. V dvorani do sedaj nismo imeli svojega električnega priključka, letos se je ta v celoti ločil od šole, postavila se je nova omarica in tako tudi elektrika čisto za sebe funkcionira v dvorani, ker prej je bil problem, ker je treba bilo iti v šolo in tu pač ključi in vemo, da pač šola ima svoje prostore, ki pač bi naj bile pod kontrolo in to ne moreš kar naprej hoditi sem pa tja in tako da se je ta problem pač res v celoti rešil. Glede na velikost igrišča, ki smo ga zdaj dobili, so se morala odstraniti tudi igrala, ki so bila že dotrajana. Nabavila so se nova, za katera smo naredili prostor ob šoli, na katerem je bil prej vrt. Tudi ta prostor smo morali urediti, saj smo morali najprej odstraniti obzidje starega vodnjaka, za odstranitev so bila potrebna strojna dela, nato smo prostor na novo uredili in nanj postavili igrala, ki so zagrajena z novo ograjo. V nadalje na pobudo krajanov iz Gradišča, ki ga pa domačini imenujemo Čreta, je občina pridobila od Ministrstva za obrambo v najem hišni mejni prehod. Ta mejni prehod je bil popolnoma zanemarjen, ob njem je bilo pravo odlagališče smeti. Krajani so se zavzeli za okolico, jo očistili in jo uredili za druženja na kakšnih piknikih in drugih srečanjih. Želja po najemu mejnega prehoda se je izrazila predvsem zato, da se je uredila okolica. V mesecu oktobru bomo renovirali sanitarije v domu krajanov. Mislim, da se bo to začelo po dogovoru z gospodom Karlijem jutrišnjega dne. Razsvetljava za igrišče pa je planirana za naslednje leto. Ker če bi to po postavkah zdaj vse videli, koliko je to stalo in kakšna je to pridobitev za Gradišče kot tako, mislim, da res lahko iz tega mesta rečem, da smo res zadovoljni in hvala lepa. Omenila sem investicije v tem letu, veliko dela pa se je opravilo tudi ob tekočih problemih, ki smo jih poskušali reševati sproti. Gospod podžupan Milan je povedal tudi, da pač glede na neurje, ki je bilo 24. avgusta, smo kar stopili v akcijo že tisti večer in smo pač, kaj se je dalo, ljudi obiskali. Ne glede na to, da sem jaz imela tako vodo pred hišo, sem obiskala vse krajane, ki pač imajo težji dostop do doma, ker sva pač z županjo bili v kontaktu in je rekla, da pač nekje moramo zagotoviti, da bojo vsi krajani oziroma občani prišli do doma oziroma od doma. In tako, da so se pač že aktivirala kar tisti večer dela bagra in da so pač neke stvari uredili, da noben ni ostal izven doma. V naslednjih dnevih, to se pravi potem v torek, sva midva z podžupanom obiskala vse te občane, pregledala ceste in smo pač potem tudi ekipa je šla na teren in smo to še dokončno uredili. Seveda pač moram iz tega mesta tudi povedati, da skoraj zagotovo veste, da je tudi kdo, ki ni zadovoljen, ki še vedno pač nimajo ceste urejene tako, kot bi morali imeti, ampak tu so pa zopet že prisotne druge zadeve in sicer
lastništva in podobne zadeve, to pa niso več nobena domena vaškega odbora, ampak to bo pa treba pač z občino skupaj urediti. Jaz bi nekje to imela za poročanje. Rekla bi samo še, da si še naprej želimo tako korektno sodelovanje z občino in bi na tem mestu poleg občinske uprave oziroma predvsem županje posebej nekako dala pohvalo našemu koordinatorju iz občine, to je gospodu Karliju, ker je bil res vedno pripravljen pogledati, priti in z nami sodelovati. Hvala lepa. Ja, lahko tudi gospa predsednica široko poročila, je prav zelo koristna in bi prosil naprej gospoda Terena, predsednika vaše skupnosti. Gospoda Terena zdaj ne ni. Ja, ni. Je. Je? Ja. To se poročilo. Lahko pa nadaljuje. Lep pozdrav vsem skupaj. Tudi na Svetem duhu na Ostrem vrhu je bilo opravljeno veliko nalog. Predvsem bi poudaril kot gospa pred mano, da se iz strani občine čuti večja povezanost, neka želja po vključevanju in urejanju vseh delov občine enakomerno. Gospa županja osebno se je zelo angažirala in nas vključila v načrtovanje za prihodnje. Ker je Sveti duh na Ostrem vrhu tudi turistična točka, nek turistični potencial občine, je seveda zelo pomembna za nas ureditev osnovne infrastrukture, ki žal ni najboljša. Zato smo se zraven rednih nalog v vaškem odboru osredotočili predvsem na ureditev te infrastrukture. Če izpostavim, kot prvo, državna cesta na Sveti duh, ki je rak rana že nekaj let, desetletij. Občina sodeluje z Ministrstvom za infrastrukturo na področju urejanja ceste. Trenutno so se opravljala vzdrževalna dela, kar nekaj občanov se je spraševalo, če je to. Kolikor vem sam, se bodo dela sanacijske narave nadaljevala, če bo vse pripravljeno iz strani občine in pa razpisa v naslednjem letu. Potem druga točka, zelo pomembna za nas, je pitna voda, ker smo že kar nekaj časa brez pitne vode. Pri tem nam pomagajo gasilci, da jo imamo. In tukaj gre za sanacijo vodnega vira. Ta sanacija je v sklepni fazi, še ni priklopljena voda, poteka trenutno še zadnja analiza, po nekem mokrem obdobju, po suhem obdobju je že bila narejena in je vse v redu, tako da čakamo, da bo priklop kmalu. In pa tretja zelo pomembna točka je sanacija ceste k šoli, po kateri se vsak dan vozi 25 učencev in pa otrok v vrtec s kombijem ali pa z njihovimi starši. Po zimi je ta cesta zelo nevarna. Tudi trenutno letos žal vzdrževanje ni bilo najboljše. Smo pa dobili pravkar obljubljeno, da se bo, kolikor se bo dalo, opravilo pred zimo. Drugače je pa sanacija ceste k šoli načrtovana v proračunu 2020, kar smo seveda zelo veseli. Še nekaj mogoče manjših stvari. Skupaj z občino smo uredili igrala za otroke ob igrišču. Prav tako smo sanirali stopnišče k cerkvi, ki je bilo že zelo načeto. Za sprotno urejanje javnih površin namesto javnih delavcev, ki jih ni več toliko kot v preteklosti, zelo dobro skrbi gospod Bukovec, ki se je dogovoril z občino.
Zelo dejavno je pri tem tudi društvo Duhovski gamsi, ki z vaškim odborom in seveda določenimi posamezniki skrbi za ureditev nekaterih sivih con, kot je recimo okolica pokopališča, da se urejuje košnja travnikov med spomenikom in obzidjem okrog cerkve. Skrbi tudi za ureditev pohodnih poti, kot je Lisičja pot, nasaditev rož, ureditev kaži potov in podobno. Zelo pomembno je tudi, da vaščani preko društva in tudi v povezavi s šolo skrbijo za družabno življenje vaščanov z organizacijo različnih druženj in pohodov, kot so recimo pohod z baklami za otroke z družinami, pohodi v gore, pohod po Lisičji poti, postavljanje mlaja ter organizacijo različnih kulturnih dogodkov. V preteklosti je bila na Svetem Duhu na Ostrem vrhu praksa, da so veliko dela člani vaškega odbora in drugi vaščani opravili sami z prostovoljnim delom, kot ste povedali, vi že prej. Vendar bi želeli, da nam občina pomaga in aktivno prevzame glavno vlogo oziroma organizacijo pri večini projektov, na primer, kot je iskanje ponudb za različna storitvena dela, za organizacijo in izvedbo večjih del. To pomeni, da smo krajani, člani vaškega odbora, lahko v pomoč. Le tako bomo lahko naredili še več, da ne prevzamemo osnove že krajani. Pomembna se nam zdi tudi informiranost vaščanov, zato smo ustvarili Facebook profil Sveti Duh na Ostrem vrhu, na katerem objavljamo različne vsebine. Zapisniki vaških odborov so na spletni strani občine, namestili pa bomo spet tudi oglasne deske v jedru vasi. Pripravlja se tudi Wi-Fi točka. Kar nekaj stvari se dogaja, vseh nisem našteval. Predvsem bi rad še posebej opozoril tukaj zbrano vodstvo občine na občinski svet, da ko se razmišlja v proračunu recimo za naslednje leto o različnih projektih, na primer, če izpostavim pokopališče, da se zavedamo, da imamo 2 pokopališči, 3 šole, recimo, ne? In da se za obe, recimo, pokopališči enako kvalitetno poskrbi in načrtuje. Enako seveda tudi za vse druge stvari. Hvala lepa. Hvala, gospod Koren, predsednik vaške skupnosti Duh na Ostrem vrhu, in bi potem gospoda Senekoviča prosil, podpredsednika. Hvala lepa za besedo. Spoštovani gospod podžupan, občinske svetnice, svetniki, občinska uprava in ostali prisotni. Predstavil bi vam delovanje vaških odborov Spodnji Slemen, Zgornji Slemen in del Veliki Boč. Naš vaški odbor zajema celoten vzhodni del občine in je bolj ali manj zapostavljen. Trudimo se vzpostaviti stik z preostalim delom občine, vendar je posluha le malo. Na lastno pobudo in za sredstvi, katere so namenjena v občinskem proračunu, smo pričeli z obnovo opuščene osnovne šole. V letošnjem letu so člani vaških odborov Slemen opravili od 179 do 250 ur prostovoljnega dela. Pri tem ne smemo pozabiti na ostale občane, ki so priskočili na pomoč z fizičnim delom, strojnimi opravili in pomoč v obliki malic in kosil. Veliko skrb in številne seje vaških odborov nam je povzročila skrb za pitno vodo oziroma oskrbo z njo. Hvala gospe županji, sedaj se je premik v pozitivni smeri pričel. Na našem območju se trenutno obnavlja cesta po Habidovem jarku, kjer je prav tako aktivno sodelujemo z nadziranjem potek in samih del. Zlasti zato, ker imamo zelo slabe izkušnje iz preteklosti. V prihodnje pričakujemo, da se bo slišal tudi naš glas. V mesecu oktobru imamo v namenu izdelavo vodovoda, odtokov,
v kuhinji, šolski kuhinji bivše šole, naknadno izdelava estrihov in keramičnih podlag. V mesecu decembru smo pripravili tudi veliko božičkovanje, kot vsako leto za naše najmlajše. V imenu vseh članov vaših odborov se iskreno zahvaljujem gospe županji, občinskemu svetu in občinski upravi, da so omogočili, da se sliši tudi glas VO Sljeme. Hvala lepa. Ja, vam tudi hvala lepa. Na tej točki smo bili danes malo daljši, ker je pač so se predstavili celotno delo v tem letu. Najbrž bo naslednjič v tej točki, ta točka malo krajša, ker bo samo od te zadnje seje pa do naslednje aktivnosti, ki bodo potekale. Tako da nič narobe, da ste bili pač, da ste lahko predstavili vaša dela in pa seveda vaša opravila. Še želi Jožica? Ja, ker pač mi smo razumeli, da je to pač neko poročilo nekak celoletnega dela. Se pravim, res pač smo tisto osnovo izluščili, seveda, tako da naslednjič pač ne moremo zdaj vsaki mesec taka obširna poročila dati, ne? Pač v parih stavkih. Hvala lepa. Hvala lepa. Gremo naprej. 6. točka je načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Selnica ob Dravi. Poročevalec bo predstavnik podjetja Eurocon Stanko Šalamun in vas lepo prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje, lep pozdrav z moje strani. Torej, pred vami je mogoče na prvi pogled relativno nepomembna tema za razvoj same občine, pa najbolj tema relativno ključnega pomena. Svoj čas, najbolj še malo kdo med nami, ki še doživel prehod iz sveč na elektriko. Veste pa, kaj je elektrika prinesla, ne? Neverjeten razvoj. Danes pravzaprav ni naprave, ki bo delovala brez električne energije, takšne ali drugačne, tudi pravzaprav tile prenosniki, ki jih imate, na neko vrste energije delujejo. Internet, še posebej hiter internet, in danes bomo govorili o ultra hitrih povezavah, se pravi povezava s hitrostmi 100 in več megabitov na sekundo, so pravzaprav takšna ali pa še večja revolucija. Nekateri se tega zavedamo bolj, nekateri manj. V Sloveniji je ena velika ločnica med tistimi, ki imajo dostop do te infrastrukture in tistimi, ki dostop do te infrastrukture nimajo. Dostop do te infrastrukture imajo samo tisti, ki živijo res v strnjenih naseljih, kjer imajo obstoječi operaterji interes, komercialni interes zgraditi hitra, recimo optična omrežja. Da vam ponazorim, tudi v središču Ljubljane nimajo interes zgraditi takšnih povezav, ker je preredko. Kaj šele na vaseh, zaselkih in podobno. Še posebej, če recimo pridemo v vašo občino, ker razen naselja, selnice, pravzaprav vse ostalo je, lahko po domače rečemo, pravzaprav vas, oziroma boljša definicija je res redko poseljeno območje. Se pravi, sem ni verjetnosti na dolgi rok, da bi katerikoli od slovenskih operaterjev prišel in svojim denarjem izgradil to infrastrukturo. Če bi ta interes imeli, bi najbrž že zdavnaj to zgradili. Nekaj tega je, ampak večina pa seveda dostopa do tega nima. O čem govorim? Ne govorim zdaj o tem, da je seveda fino, da gledamo zelo dobro, da imamo zelo dober televizijski signal in nam delujejo vse funkcije, zamik nazaj in tako naprej, da lahko hitro surfamo. Govorim predvsem o kakovosti življenja. Se pravi, o študiju nadaljavo, o delu nadaljavo, o, hitrem uploadu, kar posebej je pomembno za visokotehnološka podjetja. Govorim o e-zdravniku, da se ni treba za vsako figo peljati v ambulanto. Govorim o e-trgovini, da ni treba za vsako figo se peljati s traktorjem 5 km do zadruge po eno vrečo umetnega gnojila in tako naprej. Se pravi, o teh storitvah govorimo, ki pravzaprav bistveno izboljšujejo življenje vsakega posameznika. Kako boste preprečili beg možganov? Mladi ljudje odhajajo.
Nekaj jih mogoče lahko zadržimo, če bodo imeli doma takšno infrastrukturo, da jim bo omogočila dosegati cilje, ki jih sicer imajo. In tako naprej in tako dalje. Da ne govorimo o razvoju kmečkega turizma, podjetjih in tako naprej. Pred sabo imate dokument, ki omogoča v občini Selnica ob Dravi izgradnjo te infrastrukture in sicer najmodernejšega optičnega omrežja, ki bo vsem, ki nimajo te možnosti, še enkrat ponavljam, ki nimajo te možnosti, zagotovil dostop do optičnega omrežja. To je razvojni projekt in razvojna pomoč tej občini. S potrditvijo tega načrta boste izrazili javni interes, da se takšni razvojni projekti tukaj izvedejo. Imam dobro novico. Z dvemi projekti se bo to izpeljalo, in sicer en je projekt Rune, drugi pa projekt, tako imenovani projekt Gošo, oziroma projekt, ki pokriva Bele Lise. Z obema projektoma se bo vaši občini zgradilo približno 550 optičnih priključkov. Prvi projekt je že v izvajanju. Večina slovenske občine to že vključeno, Selnica se zdaj tudi v ta projekt priključuje avtomatično s potrditvijo tega načrta. Projekt Gošo oziroma Bele Lise bo pa tudi naslednje leto zaštartal, ker je pač odvisen od javnega razpisa tudi pristojnega ministrstva. To je to. Občina ne rabi prispevati k izvedbi investicije nič, kar je redkost, oziroma to zelo redko slišite, če ste že sploh kdaj slišali. Tudi občani ne rabijo investirati, v celoti je, še posebej za Rune projekt, celoti je investicija pokrita. Tisto, kar seveda samo, je strošek, je pa seveda strošek tistega, ki naroči hišni priključek, se pravi, da plača del stroškov hišne instalacije, kar je itak normalno pri vsaki, izgradnji infrastrukture. Skratka, še enkrat, projekti se bodo lahko začeli izvajati naslednje leto, se pravi, najprej je projektiranje, potem je gradnja, to pomeni, da proti koncu naslednjega leta bo že možno priključevati prve naročnike tudi na optično mrežje. Govorimo pa o optičnem mrežju, ki bo zagotavljalo hitrosti do 10 gigabitov na sekundo v obeh smereh, se pravi simetrično. Za tako mrežje najbrž še niste slišali, ne? Govorimo pa o fiksnem dostopovnem mrežju, ne govorimo o mobilnih tehnologijah, o fiksnem. Hvala lepa. Besedo dobi predsednik odbora za gospodarstvo, da bi predstavil stališča. Lepo prosim. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, kakor v imenu odbora za gospodarstvo. Mi smo bili seznanjeni, zelo podrobno s strani podjetja, predstavnika podjetja o tej vsebini in tudi po konstruktivni razpravi smo sprejeli sledeč sklep. Odbor za gospodarstvo se je seznanil z načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Selnica ob Dravi in ga predlaga občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi v sprejem. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Kdo želi razpravljati? Izvoli. Ja, glede na to, da nisem hotel prej nadaljevati kot predsednik odbora za gospodarstvo, sem pa kot svetnik in kot občan, seveda se mi poraja določena vprašanja. Gospod predstavnik podjetja nam je zelo lepo povedal, da bo to zadeva oziroma ta projekt, ki ga sedaj imenujemo še zaenkrat projekt, to pomeni, da na terenu še nismo nič naredili. Je pa to očitno ena prva faza, ki pač omogoča potem, da začnemo na projektu nekaj delati. Jaz imam naslednje vprašanje. Vi ste rekli, da bo nekaj stalo končnega uporabnika. Ali se že lahko zdaj govori o kakšnem vrednosti se gre? To me zanima, ker nekaj stalo je lahko malo ali pa veliko, oziroma zelo različno od občana je neka vsota velika ali mala. To je ena stvar. Druga stvar me zanima, ko bodo projekt tako daleč, da se bo prišlo na teren, da se bo začelo tudi delati, da bomo potem tudi v naravi videli, da se nekaj dogaja, ali bodo vključeni
tudi izvajalci, domači izvajalci oziroma domači obrtniki, če lahko to rečem, ki imajo določeno znanje in, bom rekel, tudi stroje v končni fazi. To je drugo vprašanje. Tretje vprašanje me pa zanima, mi se pogovarjamo o primarnih vodih oziroma pogovarjamo se o inštalaciji. Kako pa je dorečeno okrog operaterja oziroma kako je pa potem jaz recimo ali pa bom rekel občan je doma na neki lokaciji, ki bi bil hotel biti, ne vem, priključen na Telekom oziroma na neko podjetje, drugi na drugo podjetje, kako je s tem, me zanima. Zadnje vprašanje, ki pa se mi zdi, da je tudi pomembno, v Selnici smo bili eni pionirji, ki smo, bom rekel, pričeli z kabelsko oziroma z vso to infrastrukturo, ki jo danes imamo in s katero mislim, da se lahko tudi navzven pohvalimo, vsaj z dolgoletno tradicijo. Ali se razmišlja, da se bo tudi vključilo zraven oziroma da bo imeli možnost naša selnička, kabelska tudi sodelovati oziroma a jih boste povabili, te stvari me zanimajo. Jaz upam, da sem bil dovolj natančen in jasen. Bi še naprej posamezniki, če bi želeli še razpravljati, pa bi potem odgovor podali skupaj. Ja, prosim. Jaz bi pa samo vprašala, kakšna pridobitev bi to bila za naše hribovske kraje, za naša področja, če se nas tudi to pač kaj dotika in če lahko računamo na kako boljšo povezavo, zato ker, pogledajte, mi smo šele pred, kaj jaz vem, lahko rečem, 5 leti, ko se je pač vzpostavil stolp, da smo nekako začeli loviti da smo dobili mobitele, pa da smo dobili povezavo z internetom, prej pa tako ni govora, da bi o tem lahko samo sanjali, ne. Smo lahko samo sanjali in zato nas pač zdaj to kar zelo zanima, kak je to za ta hribovska področja. Hvala lepa. Še kdo želi razpravljati? Če ni razprave, bi prosil predstavnika Eurokona. Bom poskušal zelo strnjeno povedati. Cena. Edini strošek, ki je del stroškov izdelave hišne inštalacije za vsakoga, ki bo naročil hišno inštalacijo. Hišna inštalacija pomeni približno 10 metrov optičnega kabla, inštalacija modema v hiši, vsi spoji in pa testiranje kabla. Oziroma testiranje signala, ker se bo gradilo odprto mrežo. Zdaj že obenem odgovarjam tudi na tretje vprašanje. Se pravi, skozi Rune in Gošo se bo gradilo odprto optično mrežje. To je zelo velika pridobitev za vas. To je luksus, ki ga pravzaprav niti v mestih nimajo. Zakaj luksus? Zato, ker tisti, ki bo gradil, ne bo ponujal svojih storitev, ampak bo odprl omrežje in bodo storitve ponujali obstoječi ponudniki storitev v Sloveniji, se pravi Siol, A1, T2, Telemach, pa še kakšen tudi kabelski mogoče lahko tudi ponuja. Kaj se zgodi? Zaradi tega se zgodi konkurenca in če je konkurenca, so nižje cene in višja kakovost. Eno ali drugo ali oboje. In pa še en luksus. Zamenjate lahko operaterja, če z njim niso zadovoljni. To je luksus, ki ga v mestu nimamo. Tam imamo enega in če treba plačujemo kot norci, ker nimaš alternative. Tukaj jo boste pa imeli. Se pravi, dvojna pridobitev skozi odprto mrežje, ne? Ali višja kakovost ali nižje cene in še lahko zamenjaš, če za nekoga pač smatraš, da te po domače, sami si izberite besedo. Podizvajalci. Seveda, če govorimo o projektu Rune, to je 200-milijonski projekt, primerljiv z drugim tirom. S tem, da se bo gradilo v 163 slovenskih občinah, pa tudi na Hrvaška je druga zgodba. Se pravi celotna Slovenija. Interes je, da seveda ta denar ostane v Sloveniji. Ne? Da ga zato ne plačujemo, bom rekel, podjetja iz tujine, zato se bo v Sloveniji pokoristilo vse gradbene kapacitete pri gradnji primarnega voda, govorimo zdaj primarno, to pravi tisto, kar gre iz kraja v kraj in skozi kraj ob nekih asfaltiranih cestiščih. To pomeni tudi lokalne podizvajalce. Na posameznem vozlišču in Sloveniji bo 42 vozlišč oziroma central, če hočete, ne? Za vsako posebej se bo izbralo glavnega izvajalca in ta bo potem iskal lokalne podizvajalce.
s frezami, z ekipami in tako naprej. Upam, da sem zdaj izčrpno na to vprašanje odgovoril. Odprto mreže smo že povedali, zdaj pa sodelovanje lokalnih kabelskih operaterjev, seveda skozi ponujanje storitev. Kabelski operaterji neke svoje naročnike že imate, zdaj bo prišlo optično mrežo, samo naročnike iz kabelskega, se pravi iz antenskega kabla, če hočete po domače, na optiko priključite iste uporabnike, ali pa boste dobili še koga drugega, ali pa bo kdo odšel k ostalim obstoječim operaterjem. To je zelo na kratko. Zdaj pa, kar se tiče zadnjega vprašanja. Predvsem vam je namenjen ta projekt. Še enkrat ponavljam, Rune bo gradil izključno in samo tam, ker drugi operaterji ne gradijo. Ni to nobeni konkurenčen projekt. Samo tam in tistim, ki ga ne morejo dobiti od Telemaha, Telekoma, T2, A1 pa itak ne gradi lastnega optičnega mreža, ampak gre čez Telekomovo. To je projekt in zaradi tega so to razvojni projekti, ki gredo globoko na podeželje. Tam, kjer seveda operaterje to ne zanima. Se pravi, vi ste pač prvi tisti, ki vam je to namenjeno. Seveda, ko bo to zgrajeno, pa je seveda pomembno, da bo ljudje to izkoristili, ne? Da bodo naročili optične priključke, se itak ni alternative. Ne? Tudi bakreno mreže se bo čez par let ugasnilo, zato ker več Telekom ne bo mogel univerzalne storitve zagotavljati čez svoje omrežje in tudi ostali operaterji itak bodo vsi šli na optiko, ko govorimo o fiksnem dostopovnem omrežju. Hvala lepa. Vam tudi hvala lepa. Še kdo želi razpravljati? Če ni razprave, zaključujem razpravo. Pred glasovanjem želi kdo obrazložiti svoj glas? Če ne, potem glasujemo. In sicer Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Selnica ob Dravi. Postopek pa je sklep sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnic in svetnikov. Glasujemo. Kdo je za? Soglasno sprejeto. Hvala lepa. Vam, gospod Šalomon, najlepša hvala. Preidemo na naslednjo točko. To so trendi varnostnih pojavov v letu 2018 na območju občine Selnica ob Dravi in bi prosil gospoda Simona Premzla, da nam predstavi poročilo. Lep pozdrav tudi z moje strani oziroma policijske postaje Ruše. Predstavil bom trende varnostnih pojavov v letu 2018. Čeprav smo že krepko skoraj naredili 2019 leto, ampak vseeno. Policisti policijske postaje Ruše smo v letu 2018 z doslednim izvajanjem vseh nalog policije dosegli stabilne varnostne razmere na območju, ki ga policijska postaja pokriva. Med drugim je to tudi območje občine Selnica, pri čemer smo sledili lastnemu načrtu dela policijske postaje in prednostnim nalogam, ki jih je določila policijska uprava Maribor. Pa bom šel po posameznih področjih dela, najpomembnejših področjih dela policije. Prvo je preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete. Na območju Selnice ob Dravi smo obravnavali največ kaznivih dejanj zoper premoženje, in sicer 36, leto poprej 32. Od teh kaznivih dejanj smo obravnavali 5 kaznivih dejanj tatvin, 6 kaznivih dejanj velikih tatvin, kazniva dejanja poškodovanje tuje stvari, ki jih je bilo 9, in pa 8 kaznivih dejanj goljufije. Potem sta bili še 2 kaznivi dejanji zatajitve, 2 kaznivi dejanji zlorabe izvršbe, obravnavali smo pa tudi 4 kazniva dejanja poneverbe in neupravičene uporabe premoženja. Preiskanost teh kaznivih dejanj je znašala 55,6%. Kar se tiče kaznivih dejanj zoper človekovo zdravje, smo obravnavali 3 tovrstna kazniva dejanja, in sicer obravnavali smo 1 kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovi športov in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, 2 kaznivi dejanji omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi športov. Tako je bila preiskanost teh kaznivih dejanj 100%. Kaznivih dejanj zoper gospodarstvo nismo obravnavali, obravnavali smo pa v nadaljevanju 2 kaznivi dejanji zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, in sicer 1 kaznivo dejanje nasilja v družini in pa 1 kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje.
Tudi tu smo preiskali vsa kazniva dejanja, oziroma obe. Obravnavali smo tudi 6 kaznivih dejanj zoper človekove pravice in svoboščine, in sicer 6 kaznivih dejanj groženj, medtem ko kaznivega dejanja zalezovanja, ki je bilo se pravi 2017 obravnavalo, nismo obravnavali v 2018. Naslednje področje dela je vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja. Trend teh kršitev je v upadu, še vseeno pa je največ kršitev na področju določil Zakona o varstvu javnega reda in miru, in sicer na območju občine Selnica ob Dravi 17 kršitev, 4 kršitve so bile ugotovljene na se pravi Zakona o prijavi prebivališča in pa 2 kršitvi Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov. Potem sta 2 kršitvi Zakona o zaščiti živali, 1 kršitev Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 1 kršitev Zakona o orožju in pa posameznih kršitev še je bilo kar nekaj zakonov. Najpogosteje so se te kršitve pojavljale na javnih krajih. Na območju občine v letu 2018 nismo beležili nobenega izrečenega ukrepa prepovedi približevanja določeni osebi oziroma osebam, medtem ko v letu 2017 so bili izrečeni kar 4 ti ukrepi. Dogodkov smo obravnavali 7, od tega 1 požar, 2 samomora, delovna nesreča, 3 druge dogodke. Naslednje področje dela je zagotavljanje varnosti cestnega prometa na območju občine Selnica ob Dravi. Obravnavali smo 35 prometnih nesreč, leto prej 44. Od vseh nesreč se je 12 prometnih nesreč končalo s telesnimi poškodbami, 23 premoženjska škoda na vozilih ali objektih, nobena prometna nesreča pa se ni končala z smrtnim izidom. Najpogostejši vzroki še vedno prevladuje nepravilna stran ali smer vožnje, neprilagojena hitrost in pa premiki z vozilom. Pri nadzoru cestnega prometa, kar smo samoiniciativno ugotovili, smo ugotovili 1197 kršitev. Od tega je največ kršitev določil Zakona o pravilih cestnega prometa in pa Zakona o motornih vozilih. Pri ugotavljanju, koliko voznikov je povzročilo prometno nesrečo pod vplivom alkohola, smo ugotovili, da od 35 obravnavanih povzročiteljev prometnih nesreč v letu 2018 ni bil nobeden povzročitelj pod vplivom alkohola, medtem ko v letu 2017 jih je bilo kar 7. Področje tujcev, mejne zadeve in tujci. Na območju policijske postaje Ruše nismo odkrili nobenega ilegalnega prehoda državne meje. Je pa kar aktualna pot, se pravi relacija Maribor-Dravograd skozi vašo občino. Sicer je bilo izrečenih oziroma ugotovljenih kršitev Zakona o tujcih 8 in pa 13 ukrepov po Zakonu o prijavi prebivališča. Še zadnja naša naloga, preventivna naloga. Upravili smo v vseh občinah, ki jih pokriva policijska postaja Ruše, kar nekaj preventivnih aktivnosti, predvsem se tu gre za naše aktivnosti v šolah, vrtcih, pa tudi drugim fizičnim in pravnim osebam, ki svetujemo na nek način, kar upravljajo naši vodje policijskih okolišev in so tudi v kontaktih z občinami. Hvala lepa. Ja, vam tudi hvala lepa. Prosim predsednika odbora za negospodarstvo, gospoda Janka Lisjaka, da nam poda sklepe oziroma poročila odbora. Odbor za negospodarstvo se je seznanil z trendi varnostnih pojavov v letu 2018 na območju občine Selnica ob Dravi in predlagal sprejem občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi. Odbor za negospodarstvo predlaga svetu za preventivo in varnost v cestnem prometu, da določi lokacije v občini, ker bi lahko bile postavljene makete kot opozorilo.
Naj razložim ta zadnji del. Gre za to, da je skozi našo občino oziroma skozi center Selnice izredno gost promet in seveda bi vsaka, bi rekel, preventivna stvar, ki bi lahko zmanjšala možnost prometne nesreče, prišla prav, zato smo tudi taki sklep sprejeli. Debatirali pa smo tudi o letošnjih pojavih v varnosti, opozorili na vandalizem, katerega je pa policijska postaja Ruše tudi zaznava in obravnava, tako da smo dobili tudi z te strani informacije o tem in seveda posebej nas, ne samo to, ker materialna škoda res ni tako strašno velika za nas, ko imamo malo denarja, ja, bolj skrbi nas, da se pojavljajo tudi droge, kar pa je bolj zaskrbljujoče kot pa tele škode. Hvala. Vam tudi, gospod predsednik Janko Lisjak, odpiram razpravo. Kdo želi razpravljati? Jaz bi se samo toliko oglasil in bi se predstavnikom policijske postaje Ruše zahvalil za sodelovanje. Bil sem enkrat na sestanku in sem želel predstaviti problematiko zaradi velike frekventnosti prometa na G1 cesti in pa seveda udeležence v prometu, zlasti na območju Bistrice, ki je tisti ožje koritasti del zelo nevaren za pešce. Naša dolžnost občine je, da mi poskrbimo za varnost na cesti, to se pravi za pločnike, ostalo pa seveda je pač za preventivo oboje, kakor občine in tudi policijska postaja. Tako da sem bil presenečen na tem sodelovanju, moram povedati, in pa seveda se vam zahvaljujem. In pa seveda policijska postaja oziroma policija tudi sodeluje pri preventivni oziroma pri komisiji za preventivo v prometu oziroma v občini Selnica ob Dravi. Takrat na samem sestanku smo probali odpreti tudi morda te prehode, ki so, ali pa vključevanje v promet pešcev, ki prihajajo iz ene ulice čez cesto in pa zaradi prometa, ki je pač tam zelo gost. Sam smatram, da mi smo v območju 50 km/h, tako da je ta prehod, ki je spodaj v Bistrici pri zadrugi, na eni strani se interpretira, da bi naj ljudje koristili tistega oziroma bi naj 100 metrov niže šli čez prehod in tako naprej, tako da smo prišli do zaključka, da tudi ta, ki gre na polovico tega klanca, prehod proti Dobravi, tako jim pravimo, mimo Pušnika, je 107 metrov, tako da tudi pešci tako lahko prečkajo. Skratka, to smo se razumeli in tako tudi nekako so zdaj povedali, da nimajo problemov z policijo, no, tako. No, toliko. Razprava je odprta. Če ni razprave, zaključujem razpravo. Želi kdo Občinski svet občine Selnica ob Dravi se seznani z trendi varnosti pojavov v letu 2018 na območju občine Selnica ob Dravi. Želi kdo obrazložiti svoj glas? Če ne, prosim, glasujmo. Kdo je za? Torej, smo soglasno sprejeli, hvala lepa in vam tudi, gospod Premsl. Hvala lepa. Pozdravljam zdaj gospe, ko so se nam pridružili iz strani Maribora, mestne občine Maribor, za točko odlok ustanoviti skupne občinske uprave Maribor. Je predstavnico najbrž Branka Kranjc, za ono drugo pa moram poprašati. Nina Mikl. Lepo pozdravljeni. Ja, hvala lepa.
Tako da bi vas prosil, če predstavite to točko dnevnega reda in bi vas prosil, če greste za. Lepo zdrav tudi v mojem imenu, torej kot je gospod podžupan povedal, jaz sem Branka Krajnc iz Mariborske službe za pravne zadeve. Z mano je kolegica Nina Mikl, ona je pa vodja našega inšpektorata, torej to je ena izmed naših skupnih občinskih uprav, torej medobčinske inšpekcije in redarstva Maribor. Zdaj, druga trenutno delujoča skupna uprava je pa varstvo okolja, katere je pa bila vodja sedanja vaša direktorica uprave, kar pomeni, da vi ste v bistveno boljšem položaju od ostalih občin, ker imate tu informacije iz prve roke. Zdaj bom jaz na kratko čist predstavila, na kak način je sploh do tega odloka prišlo, in sicer v letu 2017 je začela veljati novela Zakona o financiranju občin, to je novela ZFO-1C. Z začetkom veljavnosti 1.1.2018 se je začelo eno prehodno obdobje, ki je prineslo spremembe tako na področju sofinanciranja kot na področju obsega nalog, ki se lahko v skupni upravi upravljajo. Zdaj, kar se tiče nalog, je zakon predvidel 11 novih nalog, ki se lahko upravljajo znotraj skupne občinske uprave. Te so naštete tudi v predlogu odloka v 2. členu, tako da jaz jih zdaj ne bi vse brala na tem mestu. Kar se tiče sofinanciranja, to so pa bistvene spremembe, zaradi katerih je dejansko potrebno sprejeti ta odlok. In sicer za letošnjim letom se zaključi prehodno obdobje, kjer je bilo sofinanciranje skupne uprave v višini 50%. Zdaj, pogoj za sofinanciranje pomeni, da 3 občine skupaj opravljajo eno nalogo. Po 1.1.2020 se to sofinanciranje bistveno zmanjša, in sicer se bo vršilo v razponu od 30% minimalno do 55% maksimalno. Zdaj, kaj to pomeni? Da tiste občine, ki opravljajo eno nalogo, bodo sofinancirane v višini 30%, za vsako naslednjo nalogo je 5% zraven, v maksimalnem znesku 55%. Torej, kot sem že povedala, trenutno delujeta na območju skupne občinske uprave 2 upravi, in sicer ena je, v katero je vključenih 5 občin, to je uprava za varstvo okolja, medobčinska služba, torej urad, druga pa je inšpektorat in redarstvo. Z predlaganim odlokom se ti upravi združujeta v eno. Ostali bosta pa kot notranji organizacijski upravi enoti te skupne občinske uprave. Zdaj, torej odlok je v bistvu v celoti nastal zaradi zakonskih sprememb, ki so nas v bistvu prisilile, da v to gremo. V odloku, kot sem že povedala, je 11 nalog že zdaj naštetih. To ne pomeni, da se bodo od začetka že te naloge opravljale. Zaenkrat torej z operativnega vidika na področju skupne uprave ostane vse enako. Opravljajo se te 3 naloge, ki so se opravljale do sedaj. Vkolikor pa bo izražena želja teh 18 občin, ki trenutno pristopajo k temu odloku, seveda pa je odlok, da se ne bo vedno znova potrebno iti v noveliranje in sprejem na vseh 18 občinah, že zdaj naredil podlago, kar pomeni, da občine samo pristopajo k novi nalogi, vkolikor bi to želele. Zdaj, kar se tiče sredstev za delo, je tudi v odloku navedeno, da so ta in v kadrovskem načrtu, kjer so v bistvu podlaga za zaposlovanje kadrov, v finančnem načrtu in pa v planu dela. Ti 3 dokumenti se bodo sprejemali za vsako službo posebej, torej za vsak program izmed teh 11. Zdaj, kaj je ključ delitev stroškov? Najbolj običajni ključ je število prebivalcev, tega tudi občine v veliki večini uporabljajo. Zdaj, lahko so pa tudi drugi ključi, če gre za neko nalogo, kjer je pomembna dolžina cest, je lahko dolžina cest, kvadratni kilometri, v bistvu karkoli, za vsako nalogo tudi različni ključi, določijo se pa potem v teh 3 dokumentih, ki sem jih prej naštela. Odlok tudi določa pristop občine k upravi, izstop občine iz skupne uprave, pristop posamezne občine k nalogi ali pa izstop iz upravljanja neke naloge in tudi podlago za čisto prenehanje delovanja skupne uprave.
Zdaj potrebno bo sprejeti seveda glede na združevanje nov kadrovski načrt, novo sistemizacijo delovnih mest. V odloku je zdaj predvideno na ta način, da vsi delavci iz inšpektorata, iz redarstva in iz službe za varstvo okolja se v bistvu prerasporedijo na delovna mesta enakovredna sedaj zasedujočim delovnim mestom, kar pomeni, da se njihov delovnopravni položaj ne bo poslabšal. Odlok je potrebno sprejeti v vseh 18 občinah v enakem besedilu. Mislim, da so danes na sporedu celo 3 seje občinskih svetov. Do zdaj je bil že kar na nekaj občinah sprejet odlok. Nekaj sej bo pa še potekalo v naslednjem mesecu. Zdaj odlok smo, preden smo ga dali, seveda najprej je bil sprejet na mestni občini Maribor, ki ima status delodajalke, v bistvu enako kot jo ima že zdaj v sedanjih občinskih upravah. Odlok smo predhodno v celoti uskladili z Ministrstvom za javno upravo, ki je dalo pozitivno mnenje k celotni vsebini odloka. Oblikovana je tudi posebna delovna skupina, ki jo zasedajo uslužbenci mestne občine Maribor, prav tako pa tudi direktorji nekaterih uprav, med njimi je tudi vaša direktorica, gospa Prajnc, potem je tudi direktorica občine Pesnica, iz občine Hoče pa iz občine Miklavž. Posamezna področja pa potem pokrivajo uslužbenci mestne občine Maribor, torej tista, ki so potencialno možna, da se upravljajo v tej skupni občinski upravi. Toliko na kratko za enkrat, vkolikor bo potrebno, bova pa s kolegico odgovarjala na vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Predsednik statutarne komisije, lepo prosim. Statutarno-pravna komisija se je seznanila z odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave Maribor, prva obravnava, katerega predlaga v sprejem občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi v prvi obravnavi. Hvala lepa. Naprej predsednik odbora za gospodarstvo. Ja, odbor za gospodarstvo je pri tej vsebini se kar precej časa ostalo in tudi dejansko bila je zelo zanimiva debata, oziroma tudi na koncu smo sklenili takole, jaz bom še podal, potem, če mi dovolite, obrazložitev. Odbor za gospodarstvo se je seznanil z odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave Maribor in ga predlaga občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi v sprejem v prvi obravnavi s sledečimi spremembami. In sicer, da se briše alinija točka 12 in oziroma člen 12 in člen 14 odloka. Zdaj bi pa jaz na tole zadevo dal obrazložitev in sicer, če se dotaknemo prvega člena. Pri prvem členu prvi stavek govori, s tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave. Tisti naši predhodniki, ki so pionirji naše občine Selnica ob Dravi, se skoraj ne upam jih pogledati v obraz, koliko o tej zadevi danes ne bi debatirali. Potem bi, to je samo istočnica, potem bi prosil, če si pogledate 6. člen. V 6. členu je nabor tistih skupnih točk oziroma skupne uprave, ki jo lahko sestavlja iz naslednjih vsebin. Medobčinska inšpekcija, medobčinsko redarstvo, skupna pravna služba, medobčinsko odvetništvo, skupna notranja revizijska služba, skupno proračunsko računovodstvo, skupna služba varstva okolja, skupna služba urejanja prostora, skupna služba civilne zaščite, skupna služba požarnega varstva in skupna služba urejanja prometa. Iz tega nabora bi prosil, da se dotaknemo 12. člena, kjer mi predlagamo, da se briše, in sicer pri 12. členu govorimo o skupno proračunsko računovodstvo. Jaz mislim, da vkolikor to ne ostane v naši občini, da izgubimo svojo avtonomnost. In 14. člen, skupna služba urejanja prostora. Ja, kdo bo pa te najbolj vedel, kako mora biti prostor urejen, ko pa svoja občina. Glede na to, da je to prvo branje, je to naš predlog in smo zavzeli tudi tak sklep, je pa v prvem branju in ga seveda potrjujemo z to pripombo. Tako da sem podkrepil tisto, kar sem povedal kot sklep. Ja, hvala za vašo stališče. Odpiram razpravo. Bil sem
prisotni včeraj na tem sestanku, ki je gospod Olinšek nam predstavil. Zgleda, da smo ga malo preslabo prebrali, ne dovolj podrobno, in nam je predstavil problematiko, kaj se lahko zgodi, kolikor pač pristopimo k tej skupni službi z temi omenjenimi, ki zakon opredeljuje teh 11 točk. Opredeljuje teh 11. Mi danes sprejemamo odlok z dvema nalogama. Torej, sem se kasneje šel podrobno brati, za vsako naslednjo nalogo sprejme občinski svet skozi proračun, takrat, kada sprejme proračun, sprejme novo odločitev, koliko se bo pač odločil eno izmed teh 11. Torej, je na občinskem svetu, da se odloči. Zdaj, uprava oziroma župan je pa tisti, ki pripravlja finančno poročilo in druga in nadzor in tako dalje. In seveda zdaj, če mi sprejemamo danes v tem prvem branju, da se malo širše seznanimo, to bo še tudi povedala direktorica občinske uprave, potem bi jaz rekel, da imamo s tema dvema, če pristanemo kot en pilotni projekt zaenkrat in spremljamo, koliko pa bo pač se nam bo splačalo biti v tem združenju. Kasneje pa imamo možnost kadarkoli se priključevati pri drugih nalogah, če bomo videli naš interes. Če pa interesa ne bomo imeli, se pač ne bomo vključevali. Opozorjeno je pa bilo, tako je predsednik odbora povedal, da je pa najbrž finance oziroma proračun dati nekomu, ki nimaš dovolj nadzora, zgubiš celotni, kako bi rekel, smisel. Župan pravzaprav nima sprotnega nadzora, pa finance in tak naprej. Tako da, ja, tako jaz to smatram. Danes v prvem branju bomo z temi pripombami šli skozi, se seznanili še globje, od vas še dobili še kakšna dodatna pojasnila, pa bi jaz tudi direktorico prosil, če še ona kaj pojasni. Zdaj seveda, če sem pravilno predstavil. Mogoče še najprej. Ja, prosim. Gospa Krajnc naj malo predstavijo. Ja, zdaj, vi ste predlagali torej člena 12 pa 14 črtanje. Torej, to sta dve izmed nalog, torej proračunsko računovodstvo in pa urejanje prostora. Zdaj, kot sem na začetku že povedala, to je nabor 11 nalog, ki so po zakonu možne, da se izvajajo znotraj skupne občinske uprave. V praksi je mogoče, da te naloge nikoli ne bodo zaživele. Mogoče nikoli ne bodo zaživele v skupni upravi v vaši občini, bodo pa zaživele v nekih drugih občinah. In jaz vam moram povedati, da za urejanje prostora, ker mi zbiramo zdaj tudi, bom rekla, interes, ja, nisem našla prave besede, interes občin za upravljanje posameznih nalog in za urejanje prostora je največji interes. Kar pomeni, da ta del uprave, v katerega mogoče vaša občina nikoli ne bo vključena, bo pa v enem drugem delu občin zaživel. Kar pomeni, da zdaj v inšpektoratu in redarstvu je 18 občin, izmed te uprave, kar pomeni vse. V urejanju prostora je 5 občin, mislim, da vaše občine v tej skupni upravi ni. Vseeno pa živi v drugih občinah, kar pomeni, da teh 11 nalog ni zaveza, da katerakoli občina k izvajanju njih pristopi. Je pa zgolj možnost, dana možnost, ki jo zakon predpisuje, je pa zajeta v ta odlok. Zgolj iz tega razloga, da vkolikor bodo neke druge občine izrazile interes za upravljanje teh nalog, da ne bomo rabili odloka spet vsakič znova na 18 občinskih svetov potrjevati in spreminjati. Zdaj, sem na vse odgovor, nekaj še je bilo izpostavljeno? Vprašanje samo na primeru, če se to uresniči, ko se pristopa k nalogam, kdo o tem odloča?
Zdaj, o pristopu občine v odloku piše občina ustanoviteljica, ki pristopa. Ne? Zdaj, kdo je to, bom pa rekla, zdaj politika občine posamezne. Ne? Ali bo to o tem, občina ustanoviteljica je zelo širok pojem. Zdaj, ali bo občina o tem povprašala občinski svet, ali bo o tem odločal župan sam, je pa v bistvu v domeni vsake posamezne občine. Ne? Zdaj, na kak način boste vi to interno uredili? Odprta je možnost pa za eno in za drugo varianto. Ne? Ja. Je. Ker tam, se opravičujem, kjer je izrecno pristojno župana matične občine ali izrecno pristojno župana katere druge občine ali občinskega sveta ali mestnega sveta, to izrecno piše. Tu pa je namerno zapisano tako široko, ker občine izvajajo vsaka svojo politiko in statuti, koliko jih jaz poznam, dovoljujejo to. Ne? Ja, drugače, če bi še kaj pojasnil, pa bi potem. Ne? Samo dodala pojasnilo k temu. Včeraj sem na to temo še govorila potem z županjo in sva se obe strinjali glede tega izražanja interesa, da dodamo mogoče mi kot občina Selnica ob Dravi k temu odloku en sklep, da torej brez soglasja občinskega sveta občina Selnica ob Dravi ne bo pristopila k nobeni nalogi. S tem se zavarujemo, ne, ravno pred temi pomisleki, ki so bili včeraj izraženi na tem odboru za gospodarstvo. Gospa županja je to predlagala in mislim, da je to sprejemljivo. Izvoli. Se bom najlepše zahvalil za odgovor, ker to je bilo v bistvu tudi moje vprašanje. Kdo se o tem odloča? Če je to avtonomno odločanje ali pa možnost odločanja župana ali pa županje samega, sem hotel predlagati, da se da varovalo, da je občinski svet tisti, ki mora to zadevo, to vsebino obravnavati in tudi v končni fazi potrditi oziroma soodločati. Ni bil namen, da je alineja nesprejemljiva. Bilo je samo pomisleke strani nas, predstavnikov naše občine, da so to, bom rekel, ene vitalne materije, v kateri si pa resnično mora občina sama odločati, sploh pri financah. Hvala lepa, sem dobil odgovor. Ja, hvala lepa. Jaz bi samo toliko svoje osebno mnenje povedal. Tudi jaz nisem preveč naklonjen, čeprav bom tudi glasoval danes za. Nisem naklonjen, kajti imamo samo prvo stopnjo lokalne samouprave, manjka nam druga stopnja lokalne samouprave, ki bi te naloge zagotovo upravljala ona. Sedaj pa pristopimo k mestni občini Maribor s sedežem, ker pa sedež skupnih služb tam, ne? In se mi zdi iz izkušenj, ko se holdingi ustanavljajo, da se tam koncentrira, običajno se pa koncentrira več zaposlitev na eni strani, to se je pokazalo na vseh občin, ki smo jih ustanavljali, da pa najprej po 1000 prebivalcev en zaposlen se pa zdaj zgodilo, ker je država predpisuje dodatne naloge pa zakonske obveznosti, da nas je 15, mestna občina je tudi zelo široka, preveč zaposlenih, ravno skozi te naloge, ki se je seveda zdaj kasneje skozi birokracijo se zmeraj povečuje in sem prepričan, da bodo ta sredstva, ki bi prihajala skozi državo, pa se na drugi strani tudi porabila. To sem prepričan skozi zaposlitve in tak naprej in da nekega velikega efekta tukaj ne bo, razen mogoče kakih strokovnih teh iz strani tega pač združenja, bodo pač tiste občine, ki nima dovolj kadra, lahko tu črpale. No. Skratka, razprava je odprta. Kdo še želi razpravljati? Če ni razprave, zaključujem razpravo in pa seveda predlagam, da občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave v prvi obravnavi. Želi kdo svoj glas? Če ne, potem preidemo k glasovanju. Kdo je za? Smo vsi za? Ja. Hvala lepa in vam tudi hvala lepa. Srečno. Potem je 9. točka, to je pa seveda za naša točka. Realizacija proračuna občine Selnica ob Dravi za obdobje od
1.1.2019 od 30.6.2019 in bi prosil Simono Grošovnik, da nam predstavi. Mogoče samo kot uvod, da povem, da je bil odlok o proračunu za leto 2019 sprejet 14. marca in pa prva sprememba odloka že v mesecu juniju. To gradivo, ki je pa pred vami, pa vsebuje poročilo o realizaciji prihodkov, odhodkov, presežkih, primanjkljaju, zadolževanju in pa oceno realizacije do konca leta 2019. O samih številkah in podrobnostih pa bo poročala gospa Grošovnik. Hvala. Lepo pozdravljeni. V skladu z zakonom o javnih financah vam kot informacijo o delu občine poročamo o realiziranih prihodkih in pa odhodkih v prvi polovici letošnjega proračunskega leta. Doseženi prihodki v prvi polovici znašajo 1.837.853 evrov, kar je 46,30% planiranih, in pa odhodki 1.453.029 evra, kar je 36,90% planiranih. Lahko rečemo, da se je proračun v prvi polovici leta odvijal v skladu z pričakovanji. Naj povem, da je realizacija v skladu s pričakovanji v nekaterih posameznih postavkah pomeni, če so sredstva v celoti ali skoraj v celoti porabljena ali pa še sploh niso porabljena, saj je posamezna poraba odvisna od terminskega značaja postavke. Pri pritekanju prihodkov v prvi polovici leta nismo beležili posebnosti, na odhodkovni strani pa ne izstopa noben odhodek, ki bi zahteval posebne ukrepe. Kot ste verjetno opazili, pri prebiranju gradiva so investicijski odhodki še večinoma v prvi polovici leta prazni, saj se glavnina investicij v bistvu realizira v mesecu septembru in pa oktobru. Naj spomnim, da šele plačilo računa pomeni realizacijo v proračunu. V prvi polovici leta nismo imeli likvidnostnih težav in smo vse obveznosti plačevali sproti. V proračun nismo vključili nobenih novih obveznosti, ni prišlo do sprememb proračunskih uporabnikov in ne beležimo nobenih poslovnih dogodkov v zvezi s poroštvi. Sestavni del gradiva je tudi poročilo o prerazporeditvi sredstev v skladu z zakonom o javnih financah zaradi tekočega izvajanja proračuna. V prvi polovici proračunskega leta je bilo opravljenih veliko nalog, ki še nimajo finančnega učinka v proračunu, ampak so bile izvedene kot priprava na izvedbe projektov. Tako smo pripravili dipe za Habidov jarek in Vinski vrh. Navedena projekta smo prijavili na Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in infrastrukturo za sofinanciranje. Izvedeno je bilo že tudi javno naročilo in izbor izvajalca, tako da v tem trenutku sta ta oba dva projekta v fazi izvrševanja. Izvajala so se vsa potrebna vzdrževanja dela na komunalni infrastrukturi, pripravljala se je dokumentacija za ureditev kanalizacije v spodnji Selnici. Zimsko službo smo zaključili v mesecu aprilu in tudi v roku poplačali vse izvajalce. Urejali smo tudi dokumentacijo za ureditev dela pločnika v smeri iz centra Selnice proti Fali in pa za postavitev novega žarnega žledu na pokopališču v Selnici ob Dravi. Urejali smo tudi vse zemljiško-knjižne vpise, odmere zemljišč in pa druge z lastništvom povezane zadeve. Skušali smo biti aktivni v sodelovanju z vaškimi odbori. Pripravili smo vse javne razpise, ki ste jih potrdili z proračunom, se pravi z področja športa, kulture, turizma, kmetijstva in pa gospodarstva. Nekateri od njih so že zaključeni, nekateri še odprti. Z rednim financiranjem smo omogočali funkcioniranje hrama kulture in pa osnovne šole z vrtcem. Pridobili smo prvo dokumentacijo za gradnjo vrtca in pa pripravili vse za odkup zemljišča za gradnjo novega vrtca. Ta odkup je zdaj že bil tudi izvršen. In pa uredili smo pripravo projektov za ureditev 2 novih igralnic vrtca in preureditev šolske knjižnice v avli šole, kar je tudi v tem trenutku že vse v funkciji. Na področju socialne varnosti so se nemoteno odvijali vsi programi, ki ste jih potrdili s proračunom.
Presežek prihodkov nad odhodki na dan 30.6.2019 znaša 384.824 evrov. V računu financiranja smo odplačali obroke dolgoročnih kreditov v višini 124.920 evrov. Posameznih postavk jaz zdaj nisem posebej izpostavljala in se tudi ne ustavljala pri posameznih številkah. Zdaj, če je komorkoli pri branju gradiva kaj vzbudilo pozornost, naj prosim vpraša. Rada še bi povedala na koncu to, da občinski svet to poročilo ne sprejema, ampak se z njim samo seznanja. Hvala lepa. Vam tudi Simona Šovnik, hvala lepa za predstavljeno poročilo. Prosim predsednika odbora za negospodarstvo, gospoda Lisjak Jankota, da nam predstavi sklepe odbora. Realizacija proračuna občine Selnica ob Dravi za obdobje 1.1. do 30.6.19 sklep. Odbor za negospodarstvo se je seznanil za realizacijo proračuna občine Selnica ob Dravi za obdobje 1.1.19 do 30.6.19 in predlaga v seznanitev občinskemu svetu Selnica ob Dravi. Zvedano na razpravo je odbor dodatno predlagal občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi, da prouči možnost ureditve ceste še pred zimo na Sveti Duh v Ostrem Vrhu, ki vodi do podružnične osnovne šole in je v zelo, zelo slabem stanju ter nevarna za otroke. Sicer bi ta zadnji dodatek bil pametno dodat k naslednji točki sklepov odbora za negospodarstvo za odlok o spremembah proračuna, ker imamo tudi še eno pripombo, to bi pravzaprav najboljše bilo tja vključiti. Smo pa razpravljali o tej problematiki, ker imamo tu predsednika vaškega odbora in učiteljico, ki uči tam gor in je dejansko zadeva zelo nevarna. In zdaj, če bi le ostalo, bilo toliko sredstev, da bi to cesto še uredili do zime, ker potem postane pa res nevzdržno. Hvala lepa. Vam tudi za poročilo oziroma za predstavljene sklepe. Gremo naprej. Predsednik odbor za gospodarstvo. Ja, odbor za gospodarstvo se je seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna občine Selnica ob Dravi v prvem poletju leta 2019 in ga predlaga v seznanitev občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, zaključujem razpravo. In sicer občinski svet občine Selnica ob Dravi se seznani z poročilom o izvrševanju proračuna občine Selnica ob Dravi v prvem poletju leta 2019. Kdo želi obrazložiti svoj glas? Če ne, potem preidemo k glasovanju. Kdo je za? Hvala lepa, soglasno sprejeto. Gremo naprej. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2019, hitri postopek. In še enkrat, Simono, prosim. Ja, se opravičujem, najprej Suzana. Se pravi, pred vami je drugi rebalans proračuna občine Selnica ob Dravi za leto 2019. Do tega je prišlo zaradi spremenjenih okoliščin, za katere nismo vedeli pri pripravi prvega rebalansa, do sprememb raznih pogodbenih obveznosti. Spremenili so se nekateri planirani zneski in pa tudi, kot sem rekla, poslovni dogodki, za katere pač predtem še nismo vedeli. Zaradi tega je pred vami to gradivo, ki ga bo pa podrobneje predstavila gospa Kuršovnik. Ja, lepo prosim. Hvala lepa.
Kot je direktorica povedala, predlagamo rebalans v bistvu zato, da bomo lahko do konca leta nemoteno izvrševali proračun in ne bomo imeli težav pri realizaciji posameznih postavk. Tako v rebalansu predlagamo povišanje prihodkov za 1%, znašajo 4.008.939 evrov. Prihodke smo povečali na posameznih postavkah na osnovi gibanj v prvih mesecih proračunskega leta in na osnovi novoznanih dejstev. Tako je največje povečanje iz naslova koncesije za rabo reke Drave in je planirano na osnovi trenutne akontacije. V mesecu juliju smo prejeli poračun za lansko leto in pa določili novo akontacijo, tako da smo zdaj v tem rebalansu ta znesek s tem uskladili. Povečali smo tudi komunalne prispevke, ki jih izračunava občina zaradi izdanih odločb za priključitve na kanalizacijo. Zmanjšali pa so se prihodki iz naslova najema infrastrukture kanalov, le-te pa smo uskladili v skladu z sprejetim elaboratom, ki ga je sprejel občinski svet. Skupni odhodki znašajo 4.002.036 evra, višji so za 1,5% od veljavnega proračuna. Največje povečanje je na področju investicij v ceste v višini 113.000 evrov, kjer smo zneske uskladili z dejansko prejetimi ponudbami za Habidov jarek in Vinski vrh in pa dodali pričetek investicije v Lipožev jarek v višini 25.000 evrov. Povečali smo tudi redno vzdrževanje cest za 30.000 evrov in pa zmanjšali sredstva za pločnike v višini 22.000 evrov v skladu z aktivnostmi na državnem nivoju. Zmanjšali smo tudi investicije v vodovode, saj bomo skušali projekt na Svetem Duhu prijaviti na sofinanciranje lokalne akcijske skupine Drava. V skladu s sprejetim elaboratom za kanalščino in čiščenje, ki sem ga že omenjala pri prihodkih, smo tudi uskladili na odhodkovni strani subvencijo cene za občane in pa subvencijo za odpadne vode iz javnih površin. V povezavi s potrebo za postavitev 2 novih oddelkov vrtca v šolski avli smo morali povečati preureditev šolskih prostorov na osnovi dejanskih stroškov in sicer za 16.500 evrov. Dodali pa smo tudi ureditev sanitarije na šoli pri Svetem Duhu v višini 5.000 evrov. Druga manjša povečanja in zmanjšanja izhajajo iz izkazanih gibanj in pa potreb ob izvajanju proračuna. Celotni predlagan rebalans izkazuje proračunski presežek v višini 6.903 evre. V računu financiranja ni sprememb, vse 3 bilance pa izkazujejo zmanjšanje sredstev na računih v višini 130.162 evrov, pokrivamo pa jih s prenosi iz preteklih let. Za morebitna vprašanja v zvezi s posameznimi postavkami pa smo vam na voljo. Hvala lepa. Hvala lepa. Simona Glašovnik za poročila. Prosim predsednika statutarne komisije Marka Romera za predstavitev. Statutarna pravna komisija se je seznanila z rebalansom proračuna občine Senica ob Dravi z obdobjem med 1.1. in 30.6.2019 in ga predlaga občinskemu svetu občine Senica ob Dravi v sprejem po hitrem postopku. Hvala lepa. Prosim predsednika za negospodarstvo Janka Lisjak, lepo prosim. Ja, odbor za negospodarstvo se je seznanil z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Senica ob Dravi za leto 2019, hitri postopek, tega predlaga v sprejem občinskemu svetu Senica ob Dravi po hitrem postopku. S spremembami odloka se uskladi tudi načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022. Vezano na to razpravo je odbor dodatno predlagal občinskemu svetu občine Senica ob Dravi, da prouči možnosti ureditve sanitarij na podružnični šoli Duh na Osnovnem vrhu, saj so totalno dotrajane. To je pa ta cesta, ki smo jo v prejšnjem tu priklopili. Je pa dejansko res, da nekaj se je vložilo, tu smo slišali 5.000 evrov v te sanitarije, ampak v glavnem
še to ni urejeno, niti približno tako, kot bi moralo biti. Sreča je bila samo to, da je bila inšpektorica na osnovni šoli na Duhu in pregledala kuhinjo, ni pa prišla za sanitarije, ker bi lahko se nam tu zgodilo, bi to zaprli. Dobro, hvala lepa in predlagam to, da sprejem. Janko, hvala. Predsednik odbora za gospodarstvo, Igor Štruc, lepo prosim. Ja, hvala za besedo. Odbor za gospodarstvo se je seznanil z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2019 in ga predlaga občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi v sprejem po hitrem postopku. S spremembami odloka se uskladi tudi načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022. Najlepša hvala. Odpiram razpravo. Kdo želi razpravljati? Nihče. Zaključujem razpravo. Predlog sklepa. Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2019 v hitrem postopku. Z spremembami odloka se uskladi tudi načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022. Pred glasovanjem želi kdo obrazložiti svoj glas? Če ne, potem preidemo k glasovanju. Kdo je za sprejem? Hvala lepa. Soglasno sprejeto. 11. točka je o določitvi višine kupnine za žarno nišo na pokopališču v Selnici ob Dravi in bi prosil Suzano za predstavitev. Hvala lepa. V mesecu juniju smo pričeli z izvedbo projekta postavitve žarnega zidu na pokopališču v Selnici ob Dravi z 16 žarnimi nišami. Ta investicija bo zaključena v letošnjem letu, zdaj v tem ali prihodnem mesecu in v skladu z odlokom o pokopališki in pa pogrebni dejavnosti je potrebno določiti tudi novo ceno zakupa žarne niše. Pred vami je sicer popravek tega sklepa, zato ker je prišlo pri pripravi gradiva do napake v drugem odstavku 2. člena. Sedaj je to popravljeno, se pravi, da je pravilno zapisano, kateri sklep da se razveljavi 3. člen sklepa o določitvi cen pokopališke in pa pogrebne dejavnosti v občini. Gre pa za to, da se cena žarne niše določi na podlagi investicije samega žarnega zidu in pa primerjali smo tudi cene, kakšne so v okoliških občinah in ta nova cena zakupnine znaša 1500 evrov z DDV. Letna najemnina v prvem letu se torej ne obračuna, potem pa se pač poračuna glede na odlok o pokopališki in pa pogrebni dejavnosti. To bi bilo na kratko. Ja, ta žarna niša, v eni žarni niši je prostora za 6 žar. Mogoče glede na to, da lahko primerjamo cene tudi z drugimi občinami, recimo občina Hoče ima za enako žarno nišo skoraj 2000 evrov vredno ceno in pa naprimer tudi Ptuj, občina Ptuj ima 2700 evrov za 6 žar, za Maribor sicer nimam podatka, koliko žar je, ampak za DDV je 3700 evrov, tako da je ta naša cena pač glede na investicijo razdeljena in je primerna za pač Selnico ob Dravi. Hvala. Hvala lepa, gospod direktorica. Kdo želi razpravljati? Odpiram razpravo. Prosim. Ja se opravičujem, stališča naprej. Tu sem gledal, tu zakup žarne niše, je predvideno cena 1000. Janko, samo stališča. Dobro. Statutarna pravna komisija se je prav tako seznanila za omenjeno točko in jo predlaga v sprejem občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi. Marko, hvala lepa. Janko, še enkrat. Za ne, gospod. Hvala lepa. Glede, zakup žarne niše je napisan v višini, da je 1200, meni je to veliko, ampak dobro, glede na primerjavo, ne bom nič rekel.
Gre pa za to, da to ni opredeljeno časovno. To se ne ve, za kak dolgo, za kako obdobje, pa tako naprej. To ali jaz nisem dobro prečital, ali pa bi prosil za pojasnilo. Dobro, se opravičujemo. Predsednik odbora za gospodarstvo, lepo prosim. Je prišlo do... Ja, hvala. Odbor za gospodarstvo se je seznanil z sklepom o določitvi višine zakupnine za žarno nišo na pokopališču v Selnici ob Dravi in ga predlaga občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi v sprejem. Hvala lepa. Ja. Da še odgovorim gospodu Lisjaku. Gre v bistvu za zakup žarne niše, da je ta vaša, potem pa vi od drugega leta plačujete naprej tudi najem. Vse podobno je pri grobu, če ga recimo kupite, potem pa pač plačujete najem. To je potem vaša žarna niša, za katero plačujete potem najem kasneje. Vi si jo zakupite. To je v bistvu. Ja, izvoli. Odpiram razpravo. Ja. Jaz se vključujem zdaj v razpravo. Glede na to, da je tu oziroma bo zdaj zgrajen drugi zid z žarnimi nišami, to pomeni, da en zid že imamo, pa me zanima, glede na, zdaj smo zvedli za nakup teh žarnih niš v, če lahko tako imenujem, v drugem zidu, je cena 1500 €, pa me zanima, koliko so stranke, če lahko tako rečem, se mogoče malo grdo sliši, ampak kakšna cena je bila pri zakupu žarnih niš v prvem zidu? Hvala. Cena po prejšnjem sklepu je bila 1220 €, se pravi 1000 € brez DDV-ja, torej 1220, je pa tudi interes sedaj za zakup žarnih niš je kar velik in dobivamo pač redno. Tako da se odločajo občani za zakup žarnih niš. Še. Ja, tudi jaz se bi vključila v razpravo. Menim, da je žarni zid zelo velika pridobitev za občino, še en dodaten, ker ko sem si ga zadnjič ogledala prvega, je že skoraj poln. Ja, tako da je to velika pridobitev, pa tudi kot smo videli, cena je zelo ugodna. In tudi zdaj ostali, ki imamo še grobove, moreš saditi, moreš rože, moreš zalivati in to vse odpade in mislim, da bo trenje vedno šlo naprej proti žarnim zidom, kajti ljudje, ki so zdaj tukaj pokopani, čez 10-20 let se mladi odselijo in potem je to smiselno, da pridejo, postavijo tja ikebano ali bilo kaj. Mislim, da je to trend, ki bo šel naprej in podpiram občinsko upravo in to je velika pridobitev za našo občino. Hvala lepa. Še odprta razprava. Če ni, zaključujem razpravo in potem prejti sklepa občinski svet občine Selnica ob Dravi potrdi sklep o določitvi višine kupnine za žarno nišo na pokopališču v Selnici ob Dravi. Želi kdo obrazložiti svoj glas? Ja, izvoli. Jaz bom glasoval za, na podlagi dodatne obrazložitve, ki sem jo dobil od strani direktorce. To pomeni, da cena je v bistvu tržna cena na podlagi investicije in vsi vemo, da grejo z časom tudi cene gor, tako da zato je razlika med najemom žarnih niš v prvem žarnem zidu napram drugemu. Tako da jaz bom glasoval za. Hvala lepa. Pridem k glasovanju. Kdo je za, ne prosim, dvigne roko. Vsi za, hvala lepa. 12. točka, novelacija dokumenta identifikacije investicijskega projekta DIIP, delna ureditev ceste Habitov-Jarek. Poročevalka Suzana Franc, direktorica občinske uprave. Hvala za besedo. Dokument, se pravi sam dokument identifikacije investicijskega projekta delna ureditev ceste Habitov-Jarek je bil sprejet že na 6. redni seji, to je bilo v mesecu juniju. Da vam osvežim samo spomin, zakaj gre. To je cesta, ki se ureja v dolžini 1200 metrov, v širini 3,5 metre in pa že sedaj je v asfaltni izvedbi. Sam dokument predvideva njeno izvedbo v letu 2019.
Planirana oziroma ocenjena vrednost investicije je bila takrat, ko ste sprejemali ta dokument, ocenjena na 150 tisoč evrov. V mesecu juniju smo izvedli javno naročilo za izbiro izvajalca in najugodnejši ponudnik, ki je bil pač pripravljen izvesti to investicijo, je podal ceno v višini 201 tisoč evrov. K temu je seveda potrebno dodati še 5 tisoč evrov za projektno dokumentacijo in pa sam nadzor. Zaradi uskladitve te višine investicije smo zdaj pripravili novelacijo DIP-a. Gre samo v bistvu za spremembo te finančne analize investicije. Dodatna sredstva zagotavljamo torej v tem rebalansu proračuna za leto 2019. Sofinanciranje strani ministrstva je ostalo enako in sicer 148 tisoč 500 evrov, občinski proračun pa je potem pač dodal teh ostalo vrednost k 208 tisoč. Hvala. Hvala. Hvala za poročilo. Predsednik odbora za gospodarstvo, prosim za predstavitev vašega stališča. Ja, odbor za gospodarstvo se je seznanil z novelacijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta DIP delna ureditev ceste Habidov-Jarek in ga predlaga občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi v sprejem. Moram pa dopolniti, da smo imeli kar nekaj dodatnih člani odbora za gospodarstvo, kar nekaj dodatnih vprašanj, predvsem je bilo, bom rekel, tudi dodatno vprašanje, zakaj se je cena dvignila, kaj je temu potrebovalo oziroma ali se je pri planiranju prišlo do, bom rekel, da se ni zajelo vseh del ali je kakšna druga, bom rekel, napaka bila pripravljena oziroma opravljena in z vsemi odgovori, ki smo jih dobili ze strani direktorice, smo tudi soglasno vseh prisotnih članov potrdili ta sklep. Hvala lepa za stališče odbora za gospodarstvo. Odpiram razpravo. Dobro, izvolite. Hvala lepa za besedo. Jaz bi samo eno informacijo, jaz sem z vami že malo govoril pred sestankom. Če nočemo, da bo ta cesta po Habidovem Jarku še dražja, bi prosil občinski svet, odnosno upravo, da se nemudoma zapre cesta od začetka vstopa v Habidov Jarek do križišča z cesto k Vuteju. Zakaj? Ker je na tej cesti promet enostavno ponorel. Ti ljudje ob cestah druga ne delajo, ko samo se umikajo avtomobilom. Buldožera na cesto, buldožera z ceste. Tovornjak pride, ne more šipati gramoza, nič. Ljudje so dobesedno ponoreli, jaz ne vem, jaz razumem, da so gobe, tak, ne, ampak nekaj moramo narediti, gledajte, mi smo se dogovorili z krajani. Večina krajanov, ki se vozi z vrha, odhajajo na Bresternica, ker vejo, da ni mogoče. In ravno danes se je zgodil tudi prva nezgoda gori, da je z buldožerom zahaklal osebno avtovozilo in ga celo sabo vlekel nekaj časa zato, ker je ovi prišel v mehki gramoz in ni mogel nikamor več naprej. Zato vas prosim, dajmo cesto zapreti, dajmo dodatne table in dajmo spodaj samo za uporabnike tam stanojočih. Drugače boste videli 15. oktober, cesta ne bo gotova, ker je nemogoče, ne. Hvala lepa. Ja, hvala lepa, to je dober predlog. Koristen predlog. Ja. Danes so se že naši uslužbenci dogovorili, da bo to urejeno, da bomo šli v tej smeri. Tako. Razprava je odprta. Izvoli, Igor. Ja, glede na to, da se bom mogoče zdaj ponavljal od tistih, kateri ste bili prisotni na odboru za gospodarstvo, člani odbora za gospodarstvo smo zahtevali od občinske uprave, da nemudoma prestopi k, bom rekel, podobni zadevi, kot jo opravljajo v sosednji občini. To pomeni, da v tistem obdobju zime oziroma tistih deževnih obdobjih, ko je spodnji ustroj cestišča mehkejši zaradi dežja, zime in vsega tega, da se prepove prevoz, ne bom rekel lesa, ampak da se prepove tistim vozilom tovornim, ki prekoračujejo
osno obremenitev, katera je, bom rekel, uničuje to cestišče. Jaz se ne bom spuščal v kakšni, do katere to naže oziroma do katerega vozila, ker to naj stroka odloči, ampak jaz mislim, da je tukaj v sosednji občini zadeva toliko dodelana, da skoraj ni potrebno izumljati neke nove tople vode, ampak se naj samo popraša kolege, pa vem, da je ta zadeva tam super deluje in tudi ceste imajo kar nekaj let takšne, kot so jih napravili. Hvala. Igor, hvala lepa. Mogoče je beseda zahtevamo preveč, kajti apeliramo na občinsko upravo, da bi tvoj predlog tudi realizira. Predlagamo občinske. Aha, ja, hvala lepa. Tako da ja, razprava odprta. Kdo želi še razpravljati, če ne, zaključujem razpravo. Preidemo do sklepa. Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme novelacijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta DIP, delna ureditev ceste Habido-Jarek v občini Selnica ob Dravi. Želi kdo obrazložiti svoj glas? Če ne, potem preidemo k glasovanju. Kdo je za? Hvala lepa, soglasno sprejeto. Naprej 13. točka, novelacija dokumenta identifikacije investicijskega projekta DIP, cesta na Vinski vrh v občini Selnica ob Dravi, poročevalka direktorica občinske uprave Suzana Prenc. Hvala. Podobna zadeva, kot smo pri prejšnji točki obravnavali, gre zopet za novelacijo dokumenta, ki ste ga že sprejeli na 6. redni seji v mesecu juniju. Tokrat gre za cesto na Vinski vrh, dolžina ceste, ki se ureja, je 385 metrov, širina ceste je cirka 2,5 metra in sedaj je ta cesta v gramozni obliki, ko bo investicija izvedena, bo v asfaltni. Dokument predvideva izvedbo še v letošnjem letu. Prvotna ocena investicije je bila 70 000 evrov, vendar podobno kot pri prejšnjem javnem naročilu smo tudi tokrat dobili vse ponudbe, ki so bile višje in najnižji ponudnik oziroma najugodnejši ponudnik je za izvedbo investicije podal ceno 94 000 evrov, k temu je potrebno dodati še 7 000 evrov za projektno dokumentacijo in pa nadzor in zaradi uskladitve tega projekta oziroma višine investicije smo morali pripraviti novelacijo tega DIP-a na istem področju, torej spremembe finančne analize investicije. Dodatna sredstva bodo zagotovljena v rebalansu proračuna za leto 2019 in pa proračun ministrstva krije del enak kot pri prvem dokumentu v višini 57 370 evrov, občinski proračun pa 44 630 evrov. Tako da je prišlo do takšne spremembe pri izvedbi javnega naročila. Ugotavljamo, da so vse ponudbe približno 30% višje, kot pa so ocene projektantov. Trenutno je takšen trend na našem na področju gradenj in žal temu se ne moremo izogniti. Hvala. Res, hvala za podano poročilo. Prosim predsednika za gospodarstvo Igorja Štruca, da nam poda mnenje oziroma sklepe odbora. Hvala. Odbor za gospodarstvo se je seznanil z novelacijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta DIP cesta na Vinski vrh in ga predlaga občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi v sprejem. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razpravljavcev, zaključujem razpravo. Želi kdo obrazložiti svoj glas? Ne. Glasujemo, kdo je za. Lepo se dvigne karton. Eden manj od prej. Torej bomo prešteli. Hvala lepa. Potem še imamo dve točke, vprašanje svetnikov. Želi kdo predstaviti?
polja. Če ne, potem pridemo na naslednjo točko, 15. pobude svetnikov. Želi kdo podati pobudo? Bo Olga najprej. Olga, stisni. Hvala za besedo. Jaz imam dve pobudi. In sicer prvo, Društvo upokojencev Selnica ob Dravi predlaga, da se uredi brezplačen prevoz upokojencev na relaciji Selnica-Ruše-Maribor. Občina Ruše ima urejeno brezplačen prevoz upokojencev preko Arrive. Želeli bi, da se tako tudi uredi za našo občino. Saj bi to upokojence, ki imajo že tako nizke pokojnine, veliko pomenilo. Prosim, če se to da. Druga pobuda, v imenu staršev, otrok, ki so vezani na avtobusni prevoz, prosim, da se ponovno postavi nadstrešnica pri avtobusni postaji pri šoli. To bi imela vse. Hvala. Hvala lepa za pobudo, dve pobudi. Pismo bomo. Enkrat stisni, ja. Ja, zdaj pa gre. Ja, spoštovane svetnice, svetniki, gospod podžupan, občinska uprava, podala bi naslednji dve pobudi. Prva pobuda se nanaša na željo občanov. Podajam to pobudo za prehod za pešce pri novi trgovini Jager, kajti tam ni nobenega prehoda čez cesto. Najbližji prehod je pri osnovni šoli Selnica ob Dravi. Moja druga pobuda se nanaša na grad Viltuš, kateri zmeraj bolj propada. Država, trenutna lastnica tega gradu, se obnaša mačehovsko do tega nekoč zelo lepega baročnega dvorca Viltuš. Kot je bilo pred kratkim v časopisu omenjeno, gospod Franc Jager kupuje stare nepremičnine in jih nato preuredi. Moja pobuda je naslednja, da se občinska uprava občine Selnica ob Dravi obrne na tega gospoda, vkolikor je pripravljen, da bi ta naš grad Viltuš odkupil od države in ga tudi preuredil. Hvala. Hvala lepa. Je še kakšna pobuda? Če pobud ni, najlepša hvala. Zaključujemo današnjo 7. sejo občinskega sveta. Se vam zahvaljujem za sodelovanje. Predsedniku nadzornega odbora hvala na prisotnosti in se vidimo na naslednji seji.